O, domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Pustele že tam, strme proti nebu s slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote. Razsujo je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, ter od Triglava do Gorjancev, in je rekel: Veseli ljudje bodo živeli tod. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Vzrasla so nebesa pod Triglavom. Medvode, odkud lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Medvode, odkud lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca, kjer smo doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, Medvode, odkud lepote tvoje. Ja, če povzamemo prosto po Cankarjevem kurentu, nekaj lepot nam je od Boga danih. Ko je namreč trosil lepote po svetu, mu jih je za veliko prgišče ostalo in jih je stresal ravno po Sloveniji, malo levo, malo desno in veliko tudi v Medvode. In za nekaj drugih lepot pa smo seveda zaslužni kar sami. In veliko takih je med nami danes, ki so bolj kot ostali zaslužni, da živimo v lepih in gostoljubnih krajih.
Zato lepo pozdravljeni na zaključni prireditvi naše medvoške akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna. Tak uvod v druženje nam je pripravila zasedba Kranjci, hvala. Tak uvodni pozdrav pa seveda prosim koga drugega kot predsednico Turistične zveze Medvode, Vanjo Lučniškar. Lep dober večer vsem skupaj. Sem mislila, da se bom rešila teh stopnic tukaj danes in da bomo našo lepo prireditev zaključno izvedli v lepšem, naravnejšem okolju, pa vseeno, narava nam bo enkrat že naklonila tudi ta dan. Kaj naj rečem, 23. zaporedoma, to pomeni lepa številka in jaz sem ponosna, da sem že skoraj vsa ta leta zraven in da v bistvu vsako leto sem presenečena, da še vedno najdemo v naših lepih Medvodah lepše kraje, lepše urejene hiše, objekte na splošno. Torej, želim, da bi to še nadaljevali, ta običaj, to tradicijo, da bomo enkrat prišli do številke tudi 30, pa morda še čez, pa upam, da se nam pridruži vsako leto več mladih, kar nam bo pomenilo, da lahko v bistvu organiziramo prireditve in pa zaključne take dogodke na drugačen način, morda bolj zanimiv, ampak danes je res lep dan oziroma večer in mislim, da bo s tole prireditvijo še lepši. Kaj bi še želela? Da se zahvalim prvič komisiji, ki je šla na teren in resnično v doglednem in zelo natančnem delu izbrala vse prispele predloge, ki se pojavljajo še vedno, ki nam jih pošiljate vsako leto in jaz mislim, da se bo to še vedno nadaljevalo. Rada bi se zahvalila Zavodu Sotočje, ki nam omogoča, da ta prireditev dobi eno širino, da lahko se zahvalimo vsem, ki skrbite za svojo okolico, da so naše Medvode lepe in poleg tega občini, županu, ki nam vedno prisluhne, vsem nam prostovoljcem je na voljo, da se lahko pogovorimo, če imamo probleme, kadar problemi so, jih rešujemo, včasih hitro, včasih malo bolj počasi, ampak jaz mislim, da to, kar se v Medvodah zdaj dogaja, da smo vsi tukaj v dvorani enotni, da Medvode se resnično spreminjajo, ne samo pri posameznikih, ampak na splošno v nekaj najlepšega, kar lahko pričakujemo. V bodočnosti jaz mislim, da se to ne bo spremenilo, in da smo sam na poti, da bomo vedno bolj veseli, da pridemo nazaj v domači kraj. Čestitam vsem današnjim nagrajencem in moram vam reči, da v bistvu, ko sem videla seznam, mi je bilo veselje, da ste letos vi tisti, ki ta priznanja prejmete. Priznanja imajo en pomen, imajo dušo, ker prav priznanja so tista, ki nas bogatijo. Kaj naj bi še povedala? Tudi to, da brez televizije Medvode ne bi bilo tegale, brez Silvane, ne bi bilo tega dogodka, te prireditve. Želim, da uživate, da se na koncu podružimo in da še rečemo kakšno na to temo in na podelitve in na nagrade. To je to, kar sem za danes
mislila vam povedati bolj na hitro, zaradi tega, ker v bistvu sem mislila, da nam bo narava nagajala, pa je bolje, da je takole, kot je. Hvala lepa, ker ste prišli in uživajte v današnjem večeru. Hvala. Jaz sem zelo pozorno gledala in sem videla, da je gospod župan ves čas kimal. Torej, verjamem, da bodo vrata prostovoljcem v turizmu še naprej odprta. Kranjci, saj veste, kaj vas čaka. Kako običajno smo včasih hodili v Medvode, oziroma kako smo se vozili? No? No, sedaj sledi pojasnilo. Kdo je to, ki se je pripeljal na železniško postajo Medvode in prav kmalu, boste videli, bo imel oči na pecljih? Ne še. Boste videli, zakaj jih bo imel na pecljih. Gre za to, da je to Polde iz Mojstrane. Tisti, ki ste kdaj spremljali te državne prireditve Moja dežela lepa in gostoljubna, ste ga že spoznali. Pred 2 letoma je prišel na koncu prireditve, zato ker je slišal, da se na koncu dobro je in pije. Lansko leto je prišel v Portorož in je bil že kar glavni. Preverjal je, kako je državna komisija opravila svoje delo in hotel je tudi voditi samo prireditev. Kaj pa letos? Zakaj je prišel letos k nam na to občinsko prireditev? Z ušesi je lansko leto namreč zastrigel, ko je slišal, da je mesto Medvode dobilo priznanje za 3. mesto v kategoriji srednje velikih mest. In kaj mu ni bilo tukaj jasno? Ne? Kaj mu ni bilo jasno? Mislim, da je najboljše, da Polde kar sam pove. Ja, tako je, da sem se jaz tle skozi ta zadnjič pelil, tam enega 1900, ne vem kjerga, in koga sem videl, ja, nič kaj lepega nisem videl. Vsej za priznanje ni bilo nič. Dimniki, vse svo, avtomobilu kolon, smrdel je že od vrh klanca, pa, no. In zdaj sem tle, bom malo preveril, če je komisija lansko let, ta državna komisija, svoj del dobro upravlja. Pa malo bom to občinsko komisijo preveril, če je kakšna kuhna vmes. Pa se veste, jaz nimam nič proti kuhni, ne. Če se že po cajtangah, pa po tistmu, kako se že reče, po internet, pa po Facebooku, pa kaj jaz vem, kva vse z dobro hrano hvalijo tlele okoli, okusi Medvod, pa tako naprej. Ja, a kak naprej? So mi dejali, da tisti avto ni bil zame, a ne? Da imajo zame nobel bicikl, pa še za mojega kompanjona, ki bo vse to posnel. Kak se že reče po modern namest? Carpool, se bomo šli bikepool. Na. Kolesa nam ukradu, ker dal so mi kar 2, pa še eno karto, da po jezer zveslam. Se mal bom natreniral, da navjo ne zveslam.
Očitno imata Polde in nas snemalec nekaj šumov v komunikaciji. Zato sta bila bistveno krajša v tem svojem posnetku, kot smo mi načrtovali. Očitno je Polde pozabil na snemalca. Zdaj pa je vendarle prav, da podelimo že prva priznanja. Kot rečeno, spomladi je do vas prišel apel Turistične zveze Medvode, da pogledate okrog sebe in predlagate dobitnike priznanj v posameznih kategorijah. Na začetku poletja pa je komisija v sestavi predsednik Jože Lučniškar in člani Saša Malenšek, Monika Mohar in Jure Galičič šla na teren in preverila vaše predloge, se tudi sama ozrla naokrog, preverila, ocenjevala, tuhtala in modrovala in sedaj so rezultati na dlani. Prosim, da se mi pridružita podeljevalca priznanj, Jože Lučniškar in Saša Malenšek. Najprej bomo podelili priznanja v kategoriji kulturna dediščina. Priznanje prejmejo skrbniki kapelice pri kmetiji Malenšek. Prosim, da pride skrbnik kapelice, pa da si skupaj ogledamo obrazložitev. Tako kot se zagre. Tako, sedaj pa prosim obrazložitev in tudi oba dva dobitnika priznanj, prosim, da si to obrazložitev pogledata, zato da bomo potem mogoče lahko tudi kakšno rekli na tisto, kar so zapisali v komisiji. Prosim. Komisija je kapelico pri kmetiji Malenšek opazila že lansko leto, ko so jo ravno prestavili in urejali njeno okolico. A ker projekt še ni bil zaključen, jo je komisija ocenila letos. Kapelica se že bohoti vse svoje lepoti, lastniki so poskrbeli tudi za nove freske na njej, trajnice so že zasedle svoje mesto, nove sadike rož pa so bile ob obisku komisije sveže zalite. Malenškovi so ob kapelico postavili tudi mlinski kamen, ki spominja, s čim so se na tem območju ukvarjali nekoč. Ja, kje pa je zdaj? Narobe, to ni mlinski kamen, to je Malenškov sir. Ja, saj ne rečem, naravna in kulturna dediščina. Če pa mene kdo vpraša, je pa ziher, da gre tudi turizem skozi želodec. Sem lansko let slišal na tej državni prireditev, da ste imeli en velik shod turističnih delavcev pri vas, prostovoljcev, tam v Zbilah. In ker ste jim dali na razpolago, kaj lepega bi si šli ogledati v vaš občin, ja no, kam se jih je največ prijavili? Na Papo, k Malenšk, na degustacijo sira. Ja, tale Polde ima namreč kar prav. Na eno stran bi sodilo, kaj bi sodil? Na eno stran mlinski kamen, kar kaže na to, da je tam nekoč bil mlin, na drugo stran pa kolut sira. Kako bi komentirali tale njegov predlog? Ja, dobro se je spomnil, sploh nisem pomislil, poleg kapelice, da tudi sir delamo. Čeprav danes smo prišli zaradi kapelice sem. No. Prišli smo zaradi kapelice in na vse zadnje turizem so zgodbe. Ima tale kapelica kakšno posebno zgodbo? Pri vas imajo vse stvari eno zgodbo, zakaj je toliko otrok, zakaj je to in tako in zakaj je ena Marjeta. In mislim, da ima pri vas res vse eno zgodbo. In kakšna je zgodba tele kapelice? Ja, zgodba te kapelice je kar dolga, od 1911. leta, tako da veliko stvari se je vmes dogodilo, da je ni prav posebenega namena, zakaj je bila postavljena, ampak dedek je mu pač tako žilico, da je kapelice postavilo, se je dve postavil, ne. Lahko bi tudi če kaj drugega naredil, ni bila lih kapelica glavna, ampak mi smo ponosni na njo. Ponosni smo tudi zato, da zdaj stoji na enem takemu mestu, ki je res eno prijazno mesto, no, tako da vsi pridejo pa rečejo, pri kapelice gre levo, pri kapelice gre desno, tako da takma kapelica nisem naša, da je to kar en del vaške kapelice. No. Gotovo pa poglejte, na takem mestu stoji in sem prepričan, da ko ljudje mem hodijo, da se vsak nekako
na kapelico ozre, pa tam pač Mariji pove svoje želje, svoje stiske, tako da je to en tak nekak malo posvečen kraj tudi, a ne? Tako bi lahko rekel, ja. Dobro se sliši. Mislim, da ste si priznanje zaslužili. Prosim. Zdaj bom pa jaz to tako obrnila, da bomo vsi videli. Zdaj sprašujem naše kamermane, se dobro vidi tole? Tako nekako. Najlepša hvala, čestitke še enkrat. Sledi nova kategorija, lepo urejene stanovanjske hiše in gostoljubne družine, ki jih urejajo. Priznanje za lepo urejeno stanovanjsko hišo prejme družina Malovrh iz Hraš. Protokol že poznate, počakamo, pogledamo, zaslišimo in potem, če ste opravili tisto zaslišanje, dobite tudi priznanje. Bo šlo? Mislim, da v vsakem primeru, glede na to, da sem si že pogledala posnetke, mislim, da dileme res ni. Hiša družina Malovrh stoji ob gozdu v Hrašah. Kljub temu, da gre za novogradnjo, je zgrajena v nekoliko starinskem stilu, še posebej pa izstopata portal in freska nad njim. Dokaz, da v hiši živijo ljudje, ki jim je mar tudi za podobo kraja, v katerem živijo. Okenske police so lepo odsvetličene, hišo krasi tudi z vrtnicami obdano bok ob vstopu na vrtni del posesti, ob samem dovozu k hiši pa je tudi nekaj nizkih grmičkov in ostalih trajnic, ki so lepo vzdrževane. Ja, takole, včasih se kdo ukvarja z dilemo, kako staro narediti, da bi izgledalo čim bolj novo, ne? Imamo pa tudi ravno obratne zadeve. Kako novo narediti, da bi izgledalo čim bolj staro in tudi čim bolj urejeno. Kdo je zaslužen za tako podobo tega objekta? Kdo je tisti, ki bo dal izjavo? Aha, ok. Že iz mladosti, ko sem bil še čisto otrok, sem se zmeraj želel, da si bom postavil eno hišo, nekaj posebenega. In ko sem bil majhen, sem že risal razne načrte in tako naprej, pa so bili malo bolj moderni, sodobni. No pa v nekem trenutku je pa prišel navdih pred 20 let nazaj že, da bi pa postavil nekaj v starinskem stilu, no in tako je pač nastalo s temi kamni, s tem tufom in tako naprej, tako da je trajala malo dalj časa. No, tako. In tista poslikava, jaz sem se bala, da bo pol, da tam gor na uni freski kaj naredil, ampak ta freska oziroma ta poslikava ima najbrž tudi kakšno zgodbo. Ja, tudi to sem se nekako spomnil, sicer vzadej so Kamniško-Savinjske Alpe, no in ker sta mi bila Anton Vovk pa Anton Martin Slomšek dosti velika vzornika, je bilo, sem rekel, da jih bom postavil enega na desno stran, enega, to se pravi proti Štajerski, Slomška in na levo stran proti Gorenjski Antona Vovka, to je pranečak Franceta Prešerna. Zdaj bom vprašala še nekaj in to bom vprašala takole. Kaj tistim rožam bolj zaleže? Da vi pojete ali da jih vi zalivate? Oboje, tako. Priznanje je res zasluženo, prosim. V kategoriji lepo urejene zasebne hiše priznanje prejme tudi družina Tomšič iz Gornjih Penič.
Prosim, da se mi pridružite na odru. V Zgornjih Pirničah, nedaleč stran od gozda, stoji hiša družine Tomšič. Komisija je takoj dobila občutek velike urejenosti celotnega prostora z zavedanjem, da največ pozornosti namenjajo stojalu z vrtnicami ter zasaditvi okoli njega. Trava je bila ob obisku komisije pokošena, grmički obrezani, dovoz pa zagotovo nedavno pred obiskom komisije pometen. Vsekakor domovanje, za katerega skrbijo vsi člani družine, ki se zavedajo, da je kvaliteta bivanja pomemben del vsakdana. Ja, takole, okrog tiste trave se mi vedno zastavljajo iste dileme. Kar hočeš, da ne raste, raste. Tisto, kar pa hočeš, pa ne raste. Trava in plevel vedno rasteta. Točno. Se strinjate? Oziroma bom kar vprašala takole, kdo je zaslužen za to, da podoba vaše hiše res izgleda fantastično? Ja, zato smo zasluženi vsi, za vse te grmičke, pa za vse te skulpture, ki pridejo iz tega, je pa zaslužen moj mož. On striže, jaz pa pobiram. Torej, deljeno delo, tako kot se zagre, kdo bo pa prevzel priznanje, boste vi, ker si on ne upa, ali kako? Tako. Verjamem, da bo šlo priznanje sedaj v prave roke, prosim. Mislim, da smo sedaj zavzeli že ves odr, ne? Glede na to, da smo imeli v mislih Goričane in veliko platno, ne? Smo imeli v mislih veliko prostora. In tukaj smo sedaj omejeni in kar naenkrat nas je cel odr. Ampak, če vam kažemo hrbet, to nič ne pomeni. V redu. Dobro, gremo naprej. Najlepše urejena zasebna hiša je po oceni strokovne komisije hiša Polakovih v Žlebeh. Prosim. Domovanje družine Polak predstavlja sodobno oblikovana enodružinska hiša z zanimivimi arhitekturnimi detajli in prav tako sodobno in elegantno urejenim zunanjim prostorom. Hišo in teraso z vseh strani zaobjema skladno oblikovan vrt z raznoliko drevesno in grmovno zasaditvijo, ki intimnejši del zunanjega prostora, teraso, subtilno loči od zelenega travnika, ki obkroža zemljišče družinske hiše. Nepogrešljiv del zunanjega prostora stanovanjske hiše, zelenjavni vrtiček, je lično urejen na dvignjenih gredicah. Vrt v svojih neštetih zelenih odtenkih ne tekmuje z urejenostjo fasad, temveč igrivo dopolnjuje in nadgrajuje črno-belo silhueto hiše. Tale vzate. Ja, no, za to prvo silo, da to malo pognal, bo že dost. Zaostajaš. Lej, ti brabo tista nobel električen kolo, ne pa tega navadenga. Imam pa en dober predlog za tele, ki tlele živijo. Glih toliko so v tem klancu, da bloh, kako se reče nobel, da gre za tako turistično destinacijo, kjer bi lahko izkoristili eno tržno nišo, biznis, izposojo električnih koles ali pa da postavijo tle eno polnilnico za ta električna kolesa. Kaj, a če mi jaz komentiral delo komisije in izbor? Na koncu povedal. Ja. Moj fotar je strela, moja mama je grom. Če je hočeš biti moja, klop ga na štrom. Kulo, mislim. No, kakšen je vaš komentar tega predloga? Smo ga že upoštevali. Imata že oba dva električne kolesa? Oba električne kolesa, pa zdaj je tudi že električna centrala na hiši. Ravno to sem hotela vprašati, kako energetsko varčna je vaša hiša? Ja, je skeletna gradnja, vsa lesena, čeprav smo imeli pri pridobivanju gradbenega dovoljenja kar veliko težav, ker so nam očitali, da je preveč lesena. Ampak verjetno ste videli, da niti enega lesenega dela ni videti, ker nismo želeli na
zrelejša leta penzelj kar naprej imeti v rok. Ne. Zdaj bom vprašala še nekaj čisto strokovnega. Je tisti nabildan feferon ali paprika res zrasla na vašem vrtu? Ja, takrat verjetno še ni bil tako lep, ne? Pravilni odgovor, prezgodaj je bilo. Sedaj bi pa najbrž kaj takega dobili, priznanje je vaše, prosim. Ja, Kranjci? Sploh se vam ne splača kaj veliko dol hoditi. Tamle se majčkeno počita, pa bo. A je v redu? Te stopnice so majčkeno zoprne. No, tako. Saj veste, za katero je čas. Majčkeno se je treba spočiti od vsega skupaj. Ja, tukaj je bilo mišljeno, da bo tale Polde šel malo čez te zelene klance tam gor, ne? Ampak ste videli, da se je že utrudil. Preden nadaljujemo s podeljevanjem priznanj, predlagam, da vendarle pogledamo nekaj statistike. Akcija Moja dežela lepa in gostoljubna poteka že od leta 1997, najprej pod okriljem Odbora za turizem in gostinstvo, potem pa pod okriljem Turistične zveze Medvode. Zadnja leta pa v sodelovanju z javnim zavodom Sotočje, predvsem pri organizaciji te zaključne prireditve. Ostalo ostaja v rokah Turistične zveze Medvode. Zaključna prireditev je obredla kar precej krajev in tudi gostiln. Danes pa smo mislili, da bomo tam zraven dvorca Goričane, ki je, nekako smo upali, da bomo poleg najbolj nobel nastanitvenega objekta v naši občini, pa nam ni uspelo. Zato pa sedaj predlagam, da preverimo, kje in v kakšnem stanju se nahaja naš gospod Polde iz Mojstrane. A kje sem? Ja, dobil sem priložnost, da ga namočem. Pa ne vem, kva ti snemaš, tale nabildan feferon sem mislil. Halo, za kostanje pa še malo prezgodi. Za krompirjev golaž je pa glih prav. S klobaso, ja. Ampak krompir tlele gor na Katarin, še ceste so bolj ravne kot njive. Vseh 6 krompirjevih golažev sem probal. Vsi iz istih ta glavnih sestavin. Pa vsem tako različen. Ja, gledajte, vsak je kuhal po svoji recepturi. Za nas, mi vemo, kaj je dal našemu golažu, da je najboljši, a ne? Predvidevamo, da je najboljši.
Mi smo ga majčkeno bolj začinili, majčkeno čilija, tudi paprček in se nam zdi, da zato je golaž, ne pa juha krompirjeva. Osnova je enaka, pol je pa srce, ker delamo to iz srcem za društva in za ostale in to je to. To so pa začimbe, ostalo je pa roka. Me je učila gulaš delati moja stara mama, ki je bila rojena 1896. leta in še danes velja ta gulaš za enega najboljših. Je v bistvu ta prav krompirjev gulaš brez mesa, ker krompirjev gulaš je krompirjev gulaš, ne pa gulaš s klobaso. Ej, kam ti zdaj gledaš? Ej, tale ti bo zih kaj pametnega povedal. Vseh 6 krompirjevih golažev sem probal. Vsi iz istih ta glavnih sestavin. Povsem tako različen. Bom rekel tako kot pri kuhanju grajskega lonca, ali bezem. Ej ga, v kakšnem grajskem loncu ti to? Ja, verjemite mi, če kaj že sedaj poznam tegale gospoda Poldata, mu tale grajski lonec ne bo dal miru. Smo pri naslednjem nagrajencu in to je nedaleč stran od Topola, kot se uradno reče Katarini. Samo en spust v dolino reke Lučnice je potreben. Dobitnik priznanja je namreč skrbnik vaškega trga Trnovc. Kdo torej pride po priznanje? Projektov, kjer bi si ekipa krajevne skupnosti zamislila projekt, pripravila dokumentacijo, kandidirala za evropski denar, na razpisu uspela in kasneje še v veliki meri projekt tudi izvedla, v Medvodah še ni bilo, dokler ni tega izvedla krajevna skupnost Trnovec. Rezultat je vaško jedro, na katerega so lahko zelo ponosni ne le okoliški prebivalci, ampak celotna občina. Na prostoru, kjer je bil pred leti le bivalni kontejner za sestanke in srečanja, je sedaj ne le prijeten in za oko urejen objekt, ampak tudi urejen pokrit prostor za druženje, ob športnem igrišču pa še novo otroško igrišče. Komisija je opazila tudi ograjo, narejeno iz materijala iz bližnjega gozda, prijetne občutke pa so vzbudili tudi obrazi na kamnih ob objektu. Jaz mislim, da vem, kam pestaco moli. Not na miz ima eno tako kroglo, modro, in en od njih sigurno gleda v to kroglo. Ker sam vedeževalc vedel, kako se na vse te razpise prijaviti, pa kaj vse se zmisliti, pa kako pol to v celofan zaviti, da jim bo všeč, a ne? Čakaj, kdo je že un tip, ki je v upravnem odboru lokalne akcijske skupine za mesto in vas? Ja, sedaj tisto vprašanje. Se vam kaj zdi, kaj je ta gospod Polde videl skozi okno vaših krajevno-skupniških prostorov? Ja, že eno našo priznanje smo ga dobili nedavno nazaj. Torej, plaketo občine Medvode, ki je taka velika, oziroma taka modra krogla. Lepa modra krogla, ja. Namesto vedeževalke imate pa koga? Mi imamo pa to eno mojco v naši vas. Eno mojco, ki ima tam nekaj dol veliko zaslug in prosim en aplavz. Nekako ugotavljam sledeče, da vedno na koncu mandata v krajevni skupnosti Trnovec pripravite eno odprtje. In zdaj me zanima, kaj boste pripravili čez 3 leta, ko bodo nove volitve. Ja, to bomo pa še videli. Je kar nekaj v planu. Boste prišli pogledati, vas bomo povabili. Ja, to računam, ne. Glede na to, kaj sem pa videla in kaj sem občutila, prosim, priznanje, pojdite tja po priznanje, zato da bo snemalec ujel in priznanje in vas in vse. Tako smo se odločili, ne. Polde se je kar nekako zelo veliko nadelal, ne. Bomo zdaj tisto eno tako primerno. Mislim, da je morje. A smo kot Sava, ali smo kot Sora, ali smo kot morje? Kot morje. V redu. Ljudje smo kot morje.
Očitno bomo Poldeta spoznali tudi na drugačen način, bolj sentimentalnega, bolj romantičnega. Sledi pa podelitev priznanj za najlepše urejen vrt. Priznanje si je prislužila Špela Kepec iz Pirnič, prosim. Ko se približamo hiši družine Kepec, nas pozdravi premišljeno zasnovan in skrbno negovan vrt, ki obiskovalca nikakor ne pusti ravnodušnega. Celovito podobo vrta na razgibanem terenu združuje več raznovrstnih elementov. Lepo oblikovan vodnjak s slamnato streho, s kamnom tlakovane potke, ki vodijo skozi edinstven ambient bujnega rastja in ne nazadnje še izstopajoči vodni motiv, manjši ribnik z bogatim vodnim rastlinjem, ki se nam razkrije na koncu doživetega sprehoda skozi vrt. Tako urejen in vzdrževan vrt od lastnikov zahteva nemalo časa, pozornosti, ljubezni in tudi znanja, a v zameno za skrb in svojo toplino in čarobnostjo ponuja pravo zatočišče v naravi, kar v sodobnem času in načinu življenja pomeni resnično vrednoto in privilegij. Levo, levo, vedno desno. Levo, pa zdaj pa tega škrata zakrivaš, no. Kje pa sta zdaj? Ja, najbrž ste pozorno spremljali, kaj se je dogajalo na vašem vrtu, kaj je drugače, kot bi moralo biti. Gledam kaj, ampak... To je sedaj preizkus, ali ste vi zaslužni za to, da je urejenost tega vašega vrta res taka, kajti če tega ne opazite... Mislim, da škrat manjka. Točno tako, škrat manjka. Najbrž je bil tiste, vse veste, palčki so vsi po vrsti dobri. Škrati so pa tako, ne, lahko so dobri, lahko so pa zlobni. Zdaj ne vem točno, zakaj ga je Polde vzel, ampak povejte mi, kdo je zaslužen za to, da je
vaš vrt tak, kot je? Ja, vsi ne doma. Jaz, mami, moj, tako da vsi delamo to. No. Kakšna je vaša zadolžitev? Jaz ponovadi moram včasih vplet okoli ribanka. Mami zaliva, moj pa tudi kosino. Skratka, vsi ste nekako zaslužni. A veste, kaj mi je sedaj res v veselje? Mal sem se bala, da bo pol, da je tamle noter v ribnik trnk namočil. Lahko bi. Lahko bi? Je kaj noter? Ja, zlate ribce. Zlate ribce. Mislim, jaz sem zdajle že malo v dilemi, ne? Ali je res pol, da je tam romantiko zganjal, ali je mogoče sulce lovil tam po Sori. Ampak to ga bomo mogoče vprašali, če pride. Priznanje je pa sigurno vaše, prosim. Lansko leto so ga zasnovali, letos pa se na njem že pasejo čebele. Naslednje priznanje gre torej v roke ene ali enega od pridnih skrbnikov zeliščnega vrta Smlednik. Kdo torej pride po priznanje? O, redu. Kako velike stvari se lahko naredijo, če krajani stopijo skupaj, so v Smledniku že večkrat pokazali. Še vedno je živ spomin na 12 let nazaj osvojeno srebrno priznanje na evropskem tekmovanju v urejenosti krajev Enton Floral. Tudi pri projektu Vaškega vrta so krajani pod vodstvom Društva Slovenski center za ustno zgodovino ureditvi namenili veliko prostovoljnih ur, rezultat pa je več kot zgledno urejen zeliščni Vaški vrt, ki je že tako urejenemu trgu Svetega Urha dal piko na i. Zato številnim pohvalam in priznanjem, zadnje je bilo priznanje prostovoljec leta 2018 Mladinskega sveta Slovenije, dodajamo še priznanje akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna za najlepše urejen zeliščni vrt. Ko mi kamero naštimam, pa žiga ni. Tele na baše, tele zelišča, pa gre... Polde! Spust organo! Ja, se mi je zdelo, da bo šel Polde čist po svoje. A veste, jaz imam eno tako dobro idejo. Ne? Kako mislite, da bi nekako uspeval en tak skupnostni, ne zeliščni vrt, ampak zelenjavni vrt pri meni doma? Kakšne so to izkušnje? Bodo prihajale sosede na moj vrt tudi takrat, ko bo treba plet, ne sam pol, ko bo treba žeti? Teh ponudb pa imamo že kar nekaj. Imate kar nekaj. Povejte, kdo vse je zaslužen za to, da se na tem vrtu flanca in flanca? Predvsem torej skupina prostovoljcev, 15, 20, 25, tam nekje do 30 aktivnih, ne pridejo vsi vedno, različnih generacij. Tudi otroci sodelujo, na to smo še posebej ponosni in veseli. Danes sem si želela, da bi povabili smo najstarejšo prostovoljko, pa najmlajšo, pa je bilo obema narodno, tako da se zdaj sama. Kar veliko ljudi sodeluje, seveda največji zagon je bil lani ob ureditvi vrta, tudi precej donatorjev je zaslužnih, da smo to uredili. Zdaj pa naš cilj, da to se nadaljuje s tem tempom, približno kot je bilo zdaj v prvem letu še 10, 20, 30 let. Koliko medovitih rastlin imate? Skupno je 110 rastlin, od tega medovitih, različno medovitih, sigurno 50-60. Priznanje je vaše in še tako pridno naprej. Jaz imam sicer tudi en tak predlog za komisijo. Kaj, če bi uvedli novo kategorijo? Najlepša ulica v naši občini. Pa da pa vidim naše sosede, kako pri meni doma plejajo, pospravljajo. Je za razmisliti, da? V redu, kimajo. Kje smo zdaj ostali? Takole pride človek na idejo, potem se pa zmede. Ne selimo se daleč stran. V kategoriji lepo urejenega javnega objekta namreč priznanje prejme
Osnovna šola Smlednik. Po priznanje pa prihaja... Kdo? Ravnatelj. Če bi Poldata vprašali, bi bil bolj vesel kuharce, po moje, ampak dober. Pa poglejmo najprej, a ne? Med 4 medvoškimi osnovnimi šolami in 2 podružnicama je komisijo najbolj prepričala osnovna šola Simona Jenka Smlednik. Čeprav je potrebno pohvaliti prav vse, pa je svojo urejenostjo in skrbjo za podrobnosti stopala prav smledniška. Komisija je opazila okensko cvetje, urejen zeliščni vrt, z zanimivimi skulpturami dopolnjeno zelenico pred šolo, v pohištvu spremenjene palete za šolo, veliko čistoče pa je bilo opaziti predvsem okoli šolskega poslopja. Komisijo je navdušila prav največja celostna urejenost, ki ji pravzaprav ni kaj dosti manjkalo. Spet ista štorija. Sliš, da imajo urejen zeliščni vrt in kaj naredi, tle pokrade pehtran, pa leti naprej. Je pa rekel, da ne vprašam unga, ko bo prišel po priznanje, da pove, kva so to leteči žganci. Zdaj mu vprašala, vi veste, kaj so to leteči žganci? Žganci, ki letijo. Zdaj bom pa jaz naredila eno učno uro, ne? In to ravnatelju. Ja, akcija, oziroma takole gre. Turistična zveza Slovenije ima eno akcijo, ki se reče Zlata kohovnica. In vaši učenci na tem tekmovanju sodelujejo. In letos so morali narediti leteče žgance. Se vam kaj svita, kaj to je? Ne. Se vam kaj svita, kaj to je? Ne. To je tako, kot imam jaz najraje. Pohan piščanc in to perutnice. No, torej smo nekaj naučili. Ampak drugače imam jaz še en predlog. Meni se je vedno dogajalo takole, ne? Oziroma tako, jaz sem zelo prepričana in res prepričana, da je lahko to, da urejaš okolico šole, pa da na vrtu malo popleješ, da ima to take motivacijske, oziroma taka motivacija za učenje je to. A veste, kako to vem? Kadar so pri meni doma rekli, lej, na vrtu je treba oplet, pa okrog bajte je treba malo pomest, sem jaz rekla, a veš, koliko se imam jaz zaučiti, ne? Ste kdaj razmišljali, da bi bil, ne vem, tak vzgojni ukrep tudi podobno, urejanje vrta, zmetla okrog osnovne šole? Ne vem, če mislim, da bi kar radi šli tudi pometati, pa tako da učenci radi tudi pomagali so, recimo, ko smo drevesa sadili, ki smo jih dobili pred leti. Tako bolj doma to deluje, v šoli pa ne. Torej, bi vprašala takole, kdo je tisti, ki je najbolj zaslužen za tako podobo? Ja, bi rekel, najprej župan, ki je, bi rekel, ki ima tako organizirano občinsko upravo, da je opravila energetsko sanacijo šole, zato smo dobili nove fasade in ureditev okolice, potem pa hišnik in snežilke, ki vzdržujejo to stanje. Najlepša hvala, sedaj pojdite po priznanje in ga dajte na vidno mesto. Zdaj pa vprašanje za vse smlejce. Kje neki vi mislite, da se nahaja naš supervizor Polde? Trenutno se mi odpira le ena sama možnost. Pa poglejmo. A kje sem? Ja, če me je pa una Katarin čist z rajcev. Skratka, v grajskem loncu naj bi bilo glih tist, kar je tle gor rasel v cajtu tegale starega gradu. V 15. in 16. stoletju, seveda. Divjačna, zelenava, začimbe, pa nič krompirja. Tle tekmujejo, kdo ima daljšega, boljšega. Pa ne bom spet tega istega tipa vprašal.
Torej, glede na to, da ste že 3-krat zmagal, kaj pa je skrivnost vašega lonca? Veliko ljubezni. No, pa smo spet pri ljubezni, ne? Sedaj nam je najbrž že povsem jasno, kje se nahaja naš Polde, po kakšnih poteh hodi, po poti kulinarične dediščine. In glavna ugotovitev je, da so sestavine tako krompirjevega golaža, kot potem grajskega lonca enake, da pa tisti okus in pa zmago prinese količina ljubezni. Preden nadaljujemo, jaz predlagam, da še enkrat pogledamo, kje je Polde. Prosim. Prav imaš, tudi s kranjskim klobasom je tako. Iste sestavine, pa vse različen dobre. Pa je spet tiple. Moram reči, da sem kar tradicionalist, kar se kranjske klobase tiče. Skuhana z gorčico, mogoče dodamo kakšen ajvar, zaradi otrok še kakšen drug namaz ali majonezo ali pa kaj tacga, ampak drugače pa ne kompliciramo. Ugotovil sem tudi, da godba paše na festival kranjske klobase, ata na mamo. Zagotovo paše, pa ne samo zato, ker imamo godbeniki na splošno, tako kot vsi Slovenci radi kranjsko klobaso, ampak zato, ker sta tako godbeništvo kot pa kranjska klobasa oba nesnovna kulturna dediščina Slovenije, sta vpisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, ki se vodi pri Slovenskem etnografskem muzeju. Ugotovil sem tudi, da kranjska klobasa paše tudi na divji zahod. Mi imamo tukaj v bistvu eno čist klasično enolončnico z ameriškega juga, ki smo jo dodali kranjsko klobaso. Noter je počas dimljena svinjina, 6 ur se dimi na nizki temperaturi, zraven pa tipične južnoameriške zadeve, koruza, fižol, paradižnik. Tako da tudi krompir je noter, je pa malo sladka zadeva, tako da je malo drugače, da ni ta klasična enolončnica slovenska. Zraven delamo pa še ameriške hodoke, je pa tudi s kranjsko klobaso, imamo pa tako, da ga zložimo, v bistvu od spodaj damo kislo zelje, potem kranjsko klobaso, gavdo, pa gremo pa na ameriški način, je pa sir čedar, slanina, pa po vrhu vložena čebulca. Tako da, to je to. Žiga, jaz sem zdaj tle malo razgledal, Kranjci vi pa eno za štimunga, prav? Ja, to pa je bila odlična izbira zasedbe Kranjci. Slovenska ljudska starinski ples sodi na divji zahod kot, kako bi rekel Polde, pa ne bom jaz. Naslednje priznanje gre nedaleč stran, tam, kjer se je lansko leto odvijal festival kranjske klobase, ko je na Vaškem trgu grozil dež. Priznanje gre namreč v roke snovalcev piknik prostora Sidro ob Zbiljskem jezeru. Kako težko je najti dober in ustrezno urejen piknik prostor, bodo potrdili vsi, ki so ga že kdaj iskali. Če je že prostor primeren, pa ponavadi manjka ali elektrika, voda ali streha ali pa kaj drugega. Piknik prostor Sidro Zbilje vse to ima.
Za povrhu pa se lahko pohvali še z urejenostjo prostora, pa ne le glavnega, ampak tudi vseh spremljevalnih prostorov in rekreacijskih površin, ki jih najemniki z veseljem uporabljajo. Glavni prireditveni prostor je po novem opremljen tudi z ogrevalno-hladilnim sistemom, kar pomeni, da so sezono piknikov podaljšali na celo leto. Vsekakor je to piknik prostor, ki si ga ena najbolj prepoznavnih turističnih točk v Medvodah zasluži. Ja, sedaj bomo z vami nekako ugotavljali, kakšne so piknik navade Slovencev. Kaj gre bolje, čevapčiči ali kranjska klobasa? Čevapčiči. Kajmak ali zenf? Zenf. Pivo ali vino? Pivo. Narodno zabavna ali rock'n'roll? Narodno zabavna. Poroka ali koruza? Poroka. Čez koliko časa bo poroka? Hmav. Kako imate sedaj razporejeno to delo in kako ga boste imela kasneje? Moja bodoča žena vse je počasi prevzela, organizira, jaz sem pa bolj kako sim, pa deklica za ostale zadeve. Pošteno in pošteno pridobljeno priznanje, prosim, vaše je. Ja. Naslednje priznanje gre še vedno v bližino Zbiljskega jezera, v okrepčevalnico Stan. In ker gre za družinski projekt, me sedaj zanima, kdo pride po priznanje. V zavetju gozda ob cesti proti Zbiljam stoji okrepčevalnica Stan. Tam si lahko privoščite raznovrstno osvežitev, topli napitek, kavo ali pa katero od domačih slaščic v prijetni senci. Najmlajši se lahko medtem igrajo na varnem igrišču, ki se razteza pod krošnje bližnjega gozda, pogled pa se vam spočija na vedno urejenih cvetličnih gredicah in pokošeni travi. Okrepčevalnica Stan je zagotovo kraj, kjer veliko pozornosti namenjajo tudi najmanjšim podrobnostim. Urejena notranjost objekta, zimskega in letnega vrta ter številnih potk, ki vodijo do Škratove dežele in spodaj ležečega ribnika. Ja, zdaj bova preverila, kdo je tisti, ki pri vas skrbi za to urejenost, oziroma ali bo šlo priznanje res v prave roke. Kaj na tele fotografiji ne drži? Čakajte, malo slabo vidim. Ena gospodična je tle, ki jo še nikoli nisem videl na sliki. Sneguljčica, a ne, če je, ne vem, 7 palčkov pa še več, a ne, mora biti še Sneguljčica najbrž, a ne? Pa res nimamo, ja. Dobro, imate pa ogromno že tovrstnih priznanj, najbrž tole ni prvo. Mislim, da res ne. Pa povejte, kdo vse skrbi za to, da je okolica in ambient prijeten, prijazen? Ja, jaz mislim, da kar vsi, ki delamo v stanu, se pravi vsi zaposleni in cela naša družina. Priznanje je vaše, boste imeli dovolj prostora še za eno? Mislim, da ga še kar dosti. Še kar dosti ga je, preverjeno, prosim. Sledi še zadnje priznanje, za katerega je odgovorna ocenjevalna komisija v akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna. Ja. In kdo je to? Ja, vrtec Medvode.
V kategoriji javnih objektov in njeni podkategoriji vrtci je komisijo najbolj prepričala urejenost vrtca Medvode, enota Ostržek. Kljub vrvežu, ki dnevno nastaja zaradi razposajenih otrok, ki nemalokrat nenamerno kaj razmečajo, polomijo ali kako drugače poškodujejo, je bilo v enoti Ostržek vse na svojem mestu. Igrače v času počitka otrok pospravljene, igrala redno vzdrževana, trava sveže pokošena, tudi neposredno ob steblih dreves, kar nakazuje, da za enoto Ostržek skrbi oseba, ki veliko pozornosti namenja podrobnostim. Kljub lepo urejenim ostalim enotam vrtca Medvode gre priznanje v roke odgovornim za urejeno okolje v enoti Ostržek. Halo, pol da je hotel tlele otroke sprašvati, če kuharce kaj dobro kuhajo, pa če dobijo kaj čokolade. A pa GDPR? A je on podpisal? A sem jaz podpisal? A jaz moram podpisati, če jaz snimam? Ja, najbrž je imel Polde kar prav, ne. Gre za akcijo Moja dežela lepa in gostoljubna in kot gostoljubje si Slovenci nemalokrat predstavljamo res obloženo mizo. A si upate povedati, kaj bi vaši vrtičkarji oziroma naši vrtičkarji odgovorili na vprašanje, kdo je gostoljuben? Ja, tisti, ki imajo, tako kot pravite, prehrani se začne in konča in v poletnih mesecih, ko je večkrat na jedilniku sladoled, se zagotovo smo gostoljubni. Povejte, kdo skrbi za to, da je ta enota Ostržek tako gostoljubna kot lepa na pogled? V nekem delu seveda tisti, ki smo ustvarjali okolico taka, kot je. Tukaj se ne vidi, da na koncu je bil ta hrib, kateremu otroci rečejo plaža. Sicer pa je naš hišnik najbolj odgovoren za vse te stvari. Torej, priznanje tudi njemu na ogled in prosim, zaslužili ste si ga. Ja, poslovila se bom od vaju, kajti ostali sta nam še dve posebni priznanji, ki pa jih podeljuje Turistična zveza Medvode. Še prej preden pa vanjo povabim na tale oder, je kar prav mogoče, da pogledamo, ali se nam bo Polde res pridružil na temle prizorišču, oziroma kje za vraga je. Gospa Vanja, vi pa med tem, kar sem gor na oder. Zakva ne? Pa jaz sem se mislil samo mehen ufrišati, se veš, ne moram... Pa ne, no. Saj meni so fontane precej všeč, ne, sploh v Marezigah pa v Žalcu, ne, sta fantastične. Sam, tlele pa sam Sora pa Sava ven bulta, ne. A bi mogoče, ne, mogoče pa ideja, da bi tle imajo menda eno marješko pehto, pa bi lahko naredili eno tako zimsko varianto, pa bi z ene lukence kakšen čaj za ledvica, z kakšne lukence proti hemoroidom, pa kaj tacga, no. Ne vem, mogoče je pa zadati predlog, pa se bodo premislili. Tako da, zaenkrat pa sam voda, ne, to ne gre skrb, ne. Ti Žiga, sam, veš, da tole, da ne bi zamrznali, bi pa lahko kakšnega unga domačega sadjevčka dal, od Iraja ali pa kaj svem koga, ne. To bi pa bilo, ne. A bova komentirale? Ja, mogoče bi bilo pa za premisliti, ne. Dobro, bomo premislili ta caj. Nekako takole izgleda, Kranjci, da tale naš Polde še ne bo tako hitro v letu, ker se je nekje tam zataknil, ampak je zelo blizu, ne. Če bi bili v Goričanah, ne bi bil tako blizu, ne. Ja. Ja. Kjero smo rekli? Slovenija, moja dežela. Takole bi jaz mogla reči, ne? Kranjci, če jaz rečem, da boste zaigrali turistično himno, pa bi jo zaigrali, a ne? Tako, prosim.
Dežela smo njeni ljudje. Že res, kaj vse je turizem. V prvi vrsti pa so turizem ljudje, ki skrbijo za naravno in kulturno dediščino, ki delajo zgodbe, tudi kulinarične, ki ustvarjajo 5-zvezdične destinacije. No, mi smo danes mislili, da jih bomo imeli en Meljavžent, a ne zvezdnično destinacijo, ampak mi imamo sedaj, kar imamo. Posebno priznanje Turistične zveze Medvode za aktiven doprinos pri razvoju turizma v občini Medvode pa prejme Jure Žitnik, Turistično društvo Dragočajna Moše. V času, ko se v marsikaterem turističnem društvu spopadajo z ugotovitvijo, da ni podmladka in da bi bilo dobro za razvoj, da se mladina aktivno vklopi v delovanje, se je to pred leti že zgodilo v turističnem društvu Dragočajna Moše, ko so starejši predali mlademu Juretu Žitniku vodenje društva in s tem seveda tudi veliko odgovornost. Mladi predsednik je s sabo pripeljal mlado ekipo, ki je v sodelovanju s starejšimi člani peljala zgodbo turističnega društva uspešno naprej. Vsakoletna organizacija njihovega dogodka, Slovenski dan v Dragočajni, je dobila regijsko veljavo in dogodek je popestril malce zaspani kamp, v katerem se pravzaprav ni nič kaj dosti dogajalo. Turistično društvo je s tem največjim in še nekaterimi manjšimi dogodki vneslo življenje med goste kampa. Jure Žitnik sedaj vodi turistično društvo že drugi mandat. Okoli sebe je zbral mlade prostovoljce, vsi skupaj imajo veliko svežih idej, kako naj bi njihov prostor pod soncem živel še bolj pestro. Prepričani smo, da nekaj ovir samo pomaga pri kreiranju novih idej in predvsem miselnosti, kako biti boljši in boljši. Želimo še veliko energije za premikanje ovir na poti do cilja in naj tvoja ekipa vedno stoji ob tebi. Samo to sem hotela dodati, da leta hitro tečejo in da kmalu podmladek ne bo več podmladek. Skrbite za podmladek? Jaz osebno skrbim, ja. Kaj pa v turističnem društvu? Se trudimo v to smer, vse. Ne bom nič več vprašala, prosim, Vanja. Oziroma bom vprašala. Prej je rekla Vanja, da je potrebno razmisliti o tisti fontani. Jaz mislim, da ni treba kaj veliko razmišljati, a ne? Imamo kar neki tekočin, ki bi lahko skozi tiste špranje ven špricale, a ne? Od sokov do žganic do vsega. Imamo. Mogoče boljš ti za razmisliti o čaju najprej. Bomo najprej razmišljali o čaju, v redu. Najlepša hvala. Ste pofotkali? Posebno priznanje Turistične zveze Medvode za aktiven doprinos pri razvoju turizma v občini Medvode prejme tudi Vida Bališ. Vsa ta leta zorenja ideje o tem, da postanejo Medvode turistični kraj, je bila Vida Bališ prisotna nekje v ozadju, pa vendar brez nje ne bi nastalo prvih 40 glavnih točk, po katerih naj bi se turizem v Medvodah razvijal. Ne bi bilo napisanih niti vseh zapisnikov po sestankih Turistične zveze Medvode, niti večine dopisov z željami prostovoljcev, ki so bili naslovljeni na medvoško občino. Vsa njena kritična opazovanja okolice in potem tudi posledično predlogi, poslani na prave naslove na občini, seveda niso bili vedno rešeni, je pa vsakdo vedel, kdo je Vida Bališ in iz katerih vrst prostovoljstva prihaja. Vedno in povsod je zagovarjala, da prostovoljci niso samo humanitarni in socialni delavci ali gasilci, temveč je s svojim aktivnim delom pripomogla, da so tudi vsa turistična društva po celi Sloveniji dobila svoje mesto v prvem zakonu o prostovoljstvu.
Vidi Bališ gre posebna zahvala tudi pri še kako pomembnem povezovalnem delu med društvi, saj vedno najde pozitivne misli in spodbudne besede, takrat, ko jih potrebujejo. Vida Bališ živi za medvoški turizem in prostovoljce, ki so vključeni v to delo, in zagotovo še ni rekla zadnje besede, sploh če ima okoli sebe sogovornike, ki ji vedno radi prisluhnejo. Bom rekla, da tudi jaz zelo rada prisluhnem, ne samo tistemu, kaj boste povedali, ampak tudi kako boste povedali. Saj veste, tako kot so nekdaj Vašanci najbrž povedali. Zato vas prosim, povejte pa, tako kot vi to znate, kateri del obrazložitve vam je najbolj sedel? Današnje? Ja, vse sem zelo z zanimanjem poslušala. Tako da mislim, da od vsake sem tudi nekaj odnesla in ste bili zelo korektni, zelo simpatični, tako da kar tako naprej. Jaz bi kar še, no, a ne kako lepo, tale ne, se zelo lepo sliši. Kateri je najbolj tak stavek, no, dajmo povedati, kakšen tak stavek, da bo to prišlo najbolj do izraza? Ježiš, me mogli pa prej vprašati, jaz to rabim cajt, da to pogruncam, to ni pa kar tako. No, dobili smo za občutek, prosim, priznanje je vaše. Bog ne daj povedati, da ste predstavili prireditev sem, ne? Bog ne daj. Alo, sam nekaj povem. Tale gospa me pa na sosedovo Lojsko spomina, ker so enkrat statističnega urada delali eno anketo, pa so sprašvali, če gospa ve, kakšna je razlika med tremi pojmi država, ustava pa uprava. In ko ga je gospa rekla, je rekla, zjutraj sem precej zgodaj ustava, pol sem cune uprava, koga sem pa poj v rok država, vas pa prav nič ne briga. No, torej dobrodošel Pode med nami. Jaz sem li izgubila, mislim, a smo že pri koncu? Za jesti je že, tako da... Ja, za jesti je že. V bistvu takole sem hotela nekako vprašati. Preden res zaključiva, 3 vprašanja imam. Kam, ali pa malo več, no, kam je izginil tisti škrat z najlepše urejenega vrta? Kaj dela Sneguljčica v lepo urejeni ukrepčevalnici? Kaj ste naredili z tisto karto za čolnarjenje po Zbiljskem jezeru? Ja, to pa je. Takole bom kar vse naenkrat povedal. Karto sem seveda izkoristil, tako kot prav Gorenca, če kaj dobi, je treba do konca ponuditi. No in sem se seveda šel s Sneguljčico po Zbiljskem jezeru voziti, pa enega sem rabo, da je veslal, a ne? V redu. Mislim, da razumem. Ja. Glede na to, da ste prišli čisto na koncu tele prireditve, vam tokrat dovolim, da jo tudi zaključite, tako kot se zagre, da niste brez veze, a ne, hodili v te naše kraje. Oziroma, je komisija dobro opravila delo? Je. Lepo je tle, v Medvodah. Se bom, no, če bo žena dovolila, se vas sem preseliva, ampak nas gleda, ampak mogoče pa kdaj. V redu, dobro, sedaj bom dala vam mikrofon, pa zaključite tako, kot ste najbrž nameravali in upali. Ja, če so me že na slovenski ponudili za to, da sem na jest povabil, bi vas pa zdaj tudi, a ne? Tamle že vse prištiman, tako da hvala lepa, pa dober tek, pa če mi pa Kranjci, ki smo se tudi tam spoznali na uni prireditvi v Planic, naredijo še kakšno uslugo, pa eno zašpilajo, pa še toliko boljš. Hvala.